In akcija! Pozdravljeni nazaj na Džunglinem kanalu. Moje ime je Jan in z mano je... Sara je ena izmed mojih najboljših prijateljic. I mean, just look at her. How pretty is she? Danes vas čaka en tok slasten in zanimiv video, da si sploh, mislim, da niso ready. Niste ready. V glavnem, za vas so pripravila 3 božične recepte, ampak je pa fora to, da jih lahko naredi čist vsak. Čist vsak pa nobeden ne stane po moje več pa 4-5 evrov. Ja, ne. Tako pocen, tako v easy, pa tako hiter, lahko jih naredite s frendi, a je pa še najboljša stvar za na Instagram. Za na Instagram zgleda popoln, Ja. tako da... Drugače pa za vse tiste, ki Sare še ne poznate, kako bi se predstavila v parih glagolih. Zdravo, sem Sara. Ne vem, ukvarjam se malo z TikTokom, z Instagramom. Ja. She's an online content creator. Tudi ti ful rada kuhaš, tudi njeni recepti so enkratni. Ja, zato sem pa takoj pristala na Janov predlog, da Ja. nekaj spečemo. Če si pripravljen, se dobro namesti, pa če te vse skupaj zanima, poglej video do konca. Naš prvi božični recept so snežinke iz prestic. Tole je tako preprosto, da vse, kar rabiš, so prestice, naj bojo take velike, čokolada za kuho, peko ali pa navadno čokolado in veliko okraskov. Bombončke, zvezdice, karkoli za okraševanje piškotov, da bo čim bolj našaren. Drugače pa prav pride še pekač in peki papir. Ok, najprej bomo zavreli vodo in stopili čokolado. In tukaj je najboljši lifehack, ki sem se ga jaz naučil. Dajte stopiti čokolado kar v originalni embalaži. To je najboljši hack, da ne omažeš nobene posode, nič. In potem, ko se bo čokolada stopila v roku, po moje tale se je stopila v 2-3 minutah, samo na koncu škarami odrežeš in iztisneš čokolado ven. In to je to. Ok, potem vzamemo pekač in peki papir, na katerem bomo vse skupaj delali. Konce prestic začnemo dobro pomakati v vročo čokolado in jih na pladnju polagati v take krogce. Delamo 2 plasti okroglih oblik in ko se bo pač ta čokolada strdila, bo to na koncu skupaj stalo. Postopek je čist preprost, mi da sva spravila ene 3 velike snežinke na en pladenj. 4, ja. No, in medtem, ko je čokolada še topla in vroča, začnemo gor polagati vso to šaro, o kateri sem govoril prej. Ne pozabiti, bolj ko bo vse skupaj barvito, boljš bo. Vse skupaj sem mi da postavila v hladilnik za ene 2-3 urce, lahko da te pa tudi ven na sneg, zdaj kaj tak mrz, a merkite, da vam ne bo kakšen maček pojedel. Drugače pa takole bodo izgledale na koncu in jaz sem enostavno s temole obseden. Zdajle bo pa pripravila viralen TikTok božični recept s torčki iz Oreo piškotov. Verjel ali pa ne, ta je še lažji kot prejšnji in vse, kar potrebujemo, so Oreo piškoti, lahko so tudi tisti fake, moji so bili, ker so bili veliko cnej. Potem kremni sir in pa kosmiči. Najprej Oreo piškote dobro zmiksamo in dodamo kremni sir. Vse skupaj zmešamo v tako gosto maso in ja, najlažje bo z roko. Pravim, da naj bo gosta masa, zato ker sem jaz to že enkrat delal in sem dal preveč kremnega sira in ni skupaj stal. Potem pa iz te mase oblikujemo kuglice, probajte nekako prekopirati obliko storčkov. In dodamo samo še tele čokoladne kosmiče. Dajte narediti tako ene 3 kroge, merkite, da ne bojo preveč skupaj, pa preveč narazen. In pa zelo ključno je ta korak, ko vse skupaj stisnemo, da se izgubijo vsi ti razmaki vmes in da zgleda res kot en zaprt storč. Tukaj sem iskal res take popolne oblike, super so tisti kosmiči, ki so dobro zaviti na gor. In voilà, nobene peke, nič. Tole je redi, da pojemo. Kako so ti všeč? Zelo se luškani. Pač midva sva obsedena. To je res tako lepo, tako lahko, pa tako pocen, res. Medtem, ko sva
snemala sestavine, sva porajtala, da sva brez jajc. In zdaj je Sara laufala do ta spodnjega soseda. Če ima maybe kakšen jajc za posodati. Od soseda. A jih pokažemo, evo. Čakaj. Domače jajčke. In še za nas zadnji recept bomo naredili božične palačinke. Zdaj, masa je čist od vas odvisna. Naredite tako, kakor ponavad. Jaz rad ločim beljake od rumenjakov, stepem sneg in dodam pecilni prašek, zato da bojo palačinke res visoke in mehke. In potem vse, kar vzamemo, so modelčki za božične piškote in že prav misliš, noter bomo zlili maso. Tukaj imam zate samo en nasvet, dajte res dobro pošpricati vse skupaj z oljem, ker če ne boste imeli kar dosti problemov, da boste tole ven spravili. Tako da bolj, ko bo masten, boljš bo. In voilà, kaj pa te božične palačinke, veliko hitrejše pa piškoti in isto dobro. Koliko so bili pa simpatični ti recepti? Pač obožujem. Res. Pa res so tako, vsi so tako lepi za na story, za objavico. Tako da, če boste recreator, tagite, tukaj sta najna 2 Instagrama. Tako da, če vam je bil tale video všeč, ga lajkite. Zapišite dol v komentarju, a še kdaj Saro povabim v kakšen luščen vlogič. Ker planiramo mi da veliko, res je veliko družba in prejšnji dan sem mi govoril, Sara, a se meni zdi, da ti še ni bilo nobenemu džungla video. Nisem bila. Tako da to je krst bil tvoj, čestitke! Tako da ne pozabite lajkati tega videa, ne pozabite klipa komentirati, pa slediti na Instagramu. A bi še kaj dodala? To je to, spečite, mislim, naredite vse sveščice. Res je lahko. Pa se vidimo naslednjič. Čau!